Premirje na mejah, ki je potekalo zadnjih nekaj mesecev, se zdaj bliža koncu. Ni lahko vsega sestaviti skupaj. Toda nenaden napad na Izrael namesto pogajanj kaže samo eno stvar, da Iran nima ničesar za ponuditi na pogajalski mizi. Nočejo storiti ničesar glede Hormuške ožine. Nočejo storiti ničesar, ko gre za vmešavanje v sosednje države, kot sta Hezbolah in Libanon. Govorimo tudi o drugih posredniških silah v regiji. Nočejo prenehati z izstreljevanjem raket in dronov na zalivske države. Torej, kaj ponujajo za pogajalsko mizo? Popolnoma nič. Ta trenutek, v bistvu, potem, ko so nekatera poročila pokazala, kako stopnje inflacije močno otežujejo življenje Irancem, jih je to pognalo na ulice iranskih mest. Iranski režim trenutno napada Izrael. Napada zaliv, v bistvu poskuša preusmeriti pozornost iranskega ljudstva, jih poskuša ponovno združiti na eni fronti z njimi. Ampak ali to pomeni, da Iran čuti in razume, da so najšibkejša točka tukaj pravzaprav zalivske države? In dokler bojo lahko napadali zalivske države, bodo, veste, pridobili več popuščanja strani Američanov ali celo Izraelcev in tako preživeli to vojno. Mislim, da nimajo pravih izračunov na tej ravni, še posebej po umoru Ahmeda Vahidija prej danes glede na izraelska poročila. V bistvu, če govorimo o tem, kdo danes nadzoruje Iran, je ajatola v skrivališču. Pravi ajatola je izginil. Če govorimo o predsedniku, o katerem so pred nekaj dnevi krožila poročila, da je odstopil z položaja, nam ostane le še Islamska revolucionarna garda, ki je danes izgubil svojega voditelja. Niso zbrani, ne vidijo jasno in mislim, da streljajo na vse strani, da bi našli izhod iz črne luknje, v kateri so se znašli. Interno imajo težave s svojimi lastnimi ljudmi. Kar se tiče embargov, kar se tiče gospodarstva, jim ne gre dobro. Prav tako kot njihovim vojakom. Ne znajo nič drugega, kot se boriti. In če govorimo o streljanju levo in desno, kot praviš, je bil včerajšnji napad na Saudsko Arabijo zanikan, oziroma Iran je zanikal odgovornost zanj. Enako se je zgodilo tudi, ko so napadli mesto Kuvajt. Kaj nam to pove o iranski strategiji? Ker napadajo in vedno zanikajo svoje napade, ko gre za infrastrukturo, ki pripada zalivskim državam posebej. Mislite, da je to namerno? In kako bojo na to reagirale zalivske države? Je malo obojega. Mislim, tako kot ste rekli, oni to naredijo in potem zanikajo. To so naredili Omanu, to so naredili Emiratom, pravzaprav vsem zalivskim državam. Njihov lasten problem je, da je veriga poveljevanja prekinjena. To je prva stvar. Druga stvar je, da njihovo orožje, predvsem njihovi droni, niso ustrezno nadzorovani. Samo vnesejo GPS lokacijo in dron gre karkoli najprej zadene. V bistvu ni vnaprej določeno in to se je zgodilo. V bistvu sta zaradi tega umrla 2 človeka, 2 civilista v Bahrajnu. In če govorimo o tem, kaj se dogaja v Kuvajtu, kot ste omenili, še vedno zanikajo, da so to storili, tudi s posnetkom varnostne kamere. Ne vidijo jasno. In seveda, kot ste omenili, ko gre za zalivske države, so pričakovali, da bodo te države padle ali popustile veliko prej, že v prvem tednu, kot so nekateri njihovi uradniki že prej izjavili. Mislim, da so se spravili v večje težave, kot jih lahko obvladajo. In nazadnje, Hutiji so začeli oziroma začenjajo svoje napade proti Izraelu, prav tako grozijo ladjam v Rdečem morju. To je velika težava, predvsem za Saudsko Arabijo, ki uporablja vzhodno-zahodni naftovod. Zakaj so se prav zdaj odločili pridružiti boju in kako bodo na to reagirali Savdijci? Ker bo to v bistvu popolnoma ohromilo sposobnost Savdijcev za prodajo nafte. Očitno so Hutiji skozi celotno vojno molčali, razen tistega enega primera, ko so izstrelili eno samo raketo na Izrael. In potem so se spet skrili.
Edini razlog, da so se spet pojavili, je ideja, ki potrjuje tisto, o čemer smo prej razpravljali, da se Iran znajde v zelo težkem položaju. Prišli so, da bi pomagali in rešili Iran. To je na eni strani. In kako se bo Saudska Arabija s tem spopadla, je problem za celotno regijo. Govorim o Zalivu in Izraelu. Zato mislim, da bi moralo priti do ustreznega sodelovanja, da bi jih lahko obvladali, preden naredijo še več. In vsi vemo, da ko so Hutiji zraven, nimajo nobenih zavor, ki bi jih ustavile. Prav, Ahmad Huza, politični svetovalec pri Huza Associates, ki se nam je pridružil iz Maname v Bahrajnu. Najlepša hvala. Hvala.